Kandidatura za nagrado Prešernovega sklada me je presenetila. Še bolj pa me je presenetilo to, kdo me je kandidiral za to nagrado. Ne časopis Večer, za katerega sem napravil več kot 2000 risb. Niti ne časopisna hiša Delo, za katero sva s sodelavcem ustvarila niz zelo odmevnih izobraževalnih stripov o ekonomiji. Tudi ne pisarna Evropskega parlamenta, za katero sem sodelavci ustvaril zanimiv strip o Evropski uniji. Ne. Kandidiral me je Slovenski gledališki inštitut. Nenavadno. Ne, če veste, da so v Gledališkem inštitutu že nekaj let zavezani izdajanju stripov, ki temeljijo na dramah. In zelo zanimiv strip, ki je nastal v produkciji Slovenskega gledališkega inštituta, je tudi strip Kralj Ibi. Po izvirnem besedilu francoskega dramatika Alfreda Jarryja. Glavni lik, Kralj Ibi, je tak okrogel, aroganten, brezobziren, brez ščepca vesti, popoln aroganten avtokrat in seveda ta lik sam, pa tudi vsa njegova zgodba, upodobljena v stripu, genialna prispodoba arogantnih, brezvestnih vladarjev današnjega časa. Kdo od politikov danes najbolje uteleša lik kralja Ibija? Kdo je najbolj aroganten, kdo je najbolj predrzen, kdo ima najmanj vesti? Kandidatov je res veliko. Na Balkanu predsednik Vučić, v Britaniji Boris Johnson, bivši premier, v ZDA pa morda na svetu pa Donald Trump nima primere. Je res idealen Ibij. In tukaj ga imam narisanega še iz časa prve kandidature, ko se je meril z kandidatko Clinton. Tukaj pa ga vidimo, kako se v prvih 100 dneh svojega prvega mandata spopada s plemenitimi tradicijami Združenih držav Amerike. Trump udari z svojim izvršnim ukazom, tradicije v obliki sodišč, senata in podobno mu poskušajo te ukaze ustavljati. Ta risba, se moram pohvaliti, je bila celo objavljena v ameriškem časopisu Chicago Tribune. Risba, ki odlično uteleša vso vulgarnost Donalda Trumpa, je tale podoba. Tukaj vidimo seveda zabavljiv prikaz tega, kar je rekel na avtobusu, namreč, da lahko ženske primeš za mednožje. Jaz sem ga narisal, kako za mednožje prijema kar kip svobode. Ne samo za mednožje, tudi tukaj je vulgaren, pa mogoče omenim samo še to, da je moč likovnega jezika v tem, da tisto, kar je najbolj pereče, včasih narišemo izven kadra ali drugače povedano, sploh ne narišemo. Kadar Američane vprašaš po vzrokih
kakršnega koli družbeno-političnega dogajanja, znajo pogosto pametno odgovoriti: "It's economy, stupid." Za ekonomijo gre, butec. Čeprav, ko stvari bolj podrobno pogledaš, vidiš, da gre pogosto za kulturo, za recimo slabo kulturo ekonomistov, pa za slabe in nedosledne modele, ki jih ekonomisti oblikujejo zato, da interpretirajo realnost. V stripu Striponomija sva skupaj z doktorjem Juretom Stojanom oblikovala serijo izobraževalnih zgodb, ki so laikom, kot smo vsi mi, pojasnjevali temeljne zakonitosti ekonomije, ključne koncepte, pa tudi osebnosti. Sprehodila sva se od razlage bruto družbenega proizvoda, pa o tem, kako slab kazalec je to lahko, do ekonomskih bolezni in podobnih stvari, celo tja do ekonomije luksuza sva zaplavala. Strip je izhajal pred leti v prilogi Svet kapitala, ki jo je izdajala Delova časopisna hiša. Gospodom populistom, ki danes govorijo proti kulturi in jo razglašajo za strošek, sporočam, da se država z 2 milijonoma ljudi ne splača. In rešitev je preprosta. Und zwar, wir müssen alle Deutsch sprechen. Govoriti moramo nemško, se priključiti Avstriji, ker se tudi Avstrija ne splača, ker je premehna, se moramo vsi skupaj potem takem pridružiti Nemčiji in bo ekonomsko zadeva klapala. Resnica je seveda drugačna. Kultura je fenomenalno pomembna in kritiko tega, da je pripisujemo premehen pomen, sem narisal ravno v tej risbi, namenjeni 8. februarju, kjer se bo v teh dneh zvrstilo cel kup dogodkov, kjer bodo ljudje v zelo dobrih čevljih in petkah bistveno bolj pomembni od malega Prešerna tam nekje spodaj. Verjetno je moj največji stripovski uspeh strip o zdravju zob, Endodontostrip. Kar 10.000 izvodov sva ga z prijateljem in sodelavcem doktorjem Rokom Juričem natisnila v več letih. Strip razloži temeljne postopke zdravljenja zob, pa tudi hudomušno namigne, da če ima človek urejene zobe, je tudi žena vesela. Strip, ki je pa načel eno najbolj pomembnih tem zame, namreč Evropsko unijo in kako pomemben projekt, čeprav ga moramo upravičeno kritizirati, pa vendarle neskončno pomemben projekt je Evropska unija. To je pa strip Moč Evrope, ki smo ga ustvarjali skupaj z sodelavci v pisarni Evropskega parlamenta. Predvsem je tukaj sodelavec Miholič naredil največje delo in učinkovito sodeloval pri oblikovanju tega zahtevnega scenarija.
Oba sva rojena v decembru. Prešeren na začetku, jaz bolj na koncu, loči naju pa kar 175 let. Ampak vendar zdaj, ko sem v njegovih letih, spet znova bolje razumem njegovo poezijo, spet me preganja ta kragulj, ki kljuje srce, spet se moram spomniti svojega stanu in trpeti brez miru. Prešeren, ki sem ga risal za karte, ki smo jih poimenovali Iskrive karte in ki jih je izdal Šolski center Kranj, je utrujen, je izčrpan, ker sem bil utrujen in izčrpan tudi jaz, ko sem ga risal. Hodim mu v stopinje in se z veseljem spominjam njegove zgodbe, pa tudi z muko, kajti težka je. Jaz nimam ciroze jeter, ampak pri Mejdunaj mi gre pa vse več stvari na jetra. 18 takšnih motivov sem narisal, Prešeren je Srčev kralj, 18 motivov pa zaradi tega, ker smo poleg kraljev, fantov in kraljic dodali tudi celo serijo Jokerjev. Mislim, da je ta paket kart nekaj najbolj zanimivega v zadnjih 10 letih. Največji, daleč največji del mojega ustvarjalnega opusa pa obsegajo ilustracije za časopis Večer. 20 let nazaj sem prve risbe objavil v tej ugledni mariborski časopisni hiši. Potem pa 17 let vsak teden, teden za tednom ustvaril risbo. Kakšnih dobrih 2000 podob se je nabralo v teh 17 letih. Brez dopustov, brez bolniških. Po 17 letih sem imel dovolj, sem pa zdaj, ko sem za potrebe te razstave pregledoval te svoje podobe, ugotovil, da je med njimi nekaj zelo zanimivih, ki očitno dobro preživljajo test časa. Na tej razstavi jih je predstavljenih kakšnih 50. Zdi se mi pa, da bi potreboval večji prostor, da bi jih lahko razstavil kakšnih 300, ker kakšnih 300 jih je dovolj dobrih, da tudi moj zelo izostren kritiški okus preživijo. Ko govorim o teh velikih opusih, seveda ne morem, ne da bi se spomnil na velikega vzornika Hinka Smrekarja, ki je bil izredno ploden ustvarjalec in ki je gotovo oče likovne satire, če ne zato, ker je bil prvi, pa zaradi tega, ker je ustvaril izredno pomemben velik opus, ki je karikaturo, ilustracijo in likovno satiro postavil v Sloveniji na visoko in na pomembno mesto. Zato končujem s karto, ker sem napravil portret Hinka Smrekarja, kako se gleda v opravi norca v zrcalo. Tudi sam mu sledim po njegovi poti in ostaja moj vzor.